Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvije čisto nova zgodba. Zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Medvedek Srečko in izgubljena radost. Nekoč v hišici ob robu velikega gozda je živela mala deklica. Na polici ob njeni postelji je vedno sedel njen najljubši plišasti medvedek Srečko. Srečko pa ni bil navaden medvedek, bil je čaroben. Vedno, ko je deklica objemala svojega medvedka in zaprla oči, je ta lahko začutil njeno srečo ter ji podaril prijetne sanje. Toda nekaj dni pred božičem je deklica postala otožna. Zdi se mi, da letošnji božič ne bo čaroben, je rekla. Nihče se več ne smeji, vsi se samo pritožujejo, da je preveč dela ter premalo časa. Medvedek Srečko je to slišal in v njegovem plišastem srcu je zrasla velika želja, da bi pomagal. Tisto noč, ko je deklica zaspala, je Srečko nežno splezal s police in šel do okna. Na nebu je zagledal svetlo zvezdo. Morda mi zvezda lahko pomaga, si je mislil. Zaprl je svoje majhne oči ter si močno, močno zaželel. Želim si, da bi moja deklica
in vsi v vasi znova našli radost v božičnem času. Nenadoma je veter zapihal skozi okno in okoli medvedka je zavihrala zlata svetloba. Srečko, je zašepetala zvezda, tvoja želja je čista, pomagala ti bom, toda najprej moram ljudi spomniti, kako pomembno je deliti prijaznost in ljubezen. Na tvoji poti po vasi razširi iskrice radosti. Medvedek je takoj začel z delom. Najprej je šel k starejšemu gospodu, ki je sam živel v majhni hiši. Položil je na njegovo okensko polico rdeč trak z napisom: Pridi na trg, čakajo te prijatelji. Gospod je prebral napis ter v srcu začutil toplino in se odločil, da gre naslednje jutro v vas. Potem je Srečko obiskal pekarno pekarke Marje, ki je bila videti utrujena. Pustil ji je drobno snežno srce z napisom: Tvoji piškoti prinašajo veselje. Tako je medvedek šel od hiše do hiše in vsakič pustil majhno iskrico prijaznosti. Ko se je zjutraj deklica prebudila, je opazila, da je vas nenadoma oživela. Na trgu je stala velika jelka, ljudje so peli božične pesmi, delili piškote ter tople objeme. Deklica je opazila tudi gospoda, ki je bil prejšnje dni žalosten in sam, kako igra na svojo staro harmoniko, ter gospo Marjo, ki je veselo razdeljevala svoje sladke dobrote. Kako čarobno, je rekla deklica ter objela svojega medvedka. Ta božič si bomo res vsi zapomnili, je pomislila ter veselo zaspala. Dragi otroci, veselja ter čarobnost
Božiča ne najdemo v darilih ali pa polnih okraskih, ampak v trenutkih, ko smo prijazni drug do drugega. Tudi čisto majhna dejanja ljubezni lahko ogreje srce ter ustvari nasmeh. Zato delite svojo radost in bodite iskrice, ki svetijo v temi. Razveseljujte druge in tako boste tudi vi srečni. Še tako majhne dejanja, kot so prijazen nasmeh, stisk rok ter objem, lahko prinesejo veselje in radost drugim. Zato delajte dobra dejanja, se smejte